Junija letošnjega leta, 2014, je bila pri svetovno priznani založbi Oxford University Press izdana znanstvena monografija Shallow Subterranean Habitats, Ecology, Evolution and Conservation, kar pomeni plitvi podzemeljski habitati, ekologija, evolucija in varovanje. Knjigo sem napisala v sodelovanju s profesorjem dr. Davidom Calverjem iz Ameriške univerze v Washingtonu. To je svetovno priznani strokovnjak z področja biologije, ekologije in evolucije podzemeljskih habitatov in podzemeljskih organizmov. Že v letu 2009 sva bila prav tako od iste založbe Oxford University Press povabljena, da pripraviva monografijo v seriji knjig, ki so opisovali različne habitate, no in naju so vprašali oziroma prosili, če bi lahko napisala knjigo o podzemeljskih habitatih. Tako je nastala prva knjiga Biology of Caves and Other Subterranean Habitats, se pravi biologija jam in drugih podzemeljskih habitatov. Znanstvena monografija, publikacija, ki opisuje v splošnem podzemeljske habitate, podzemeljske organizme, njihove prilagoditve na življenje v podzemlju, kaj je značilno za podzemeljske habitate, kako lahko organizmi preživijo v podzemlju. Nekaj je govora tudi o varovanju in o zaščiti podzemeljskih habitatov. No in knjiga je med znanstveno in siceršnjo publiko naletela na izjemen odmev, objavljene so bile zelo pozitivne kritike, kar je potem prepričalo založbo Oxford University Press, da nam je omogočila izdajo še te druge monografije, ki je šla v letošnjem letu. No, ta monografija pa je nekoliko bolj specializirana, specifična, govori o plitvih podzemeljskih habitatih, o tistih podzemeljskih bivališčih, ki se oblikujejo plitvo pod površjem, lahko samo pol metra ali manj, pa tam do nekako 10 metrov pod površjem. Med te habitate in organizme, ki živijo v njih, sodijo najplitvejši med njimi, slovensko sem ga poimenovala mezišče, sicer pa s strokovnim izrazom, pri katerem imenovanju katerega se jezik zlahka zaplete, hipotelminoreik. To je vodni plitvi podzemeljski habitat, sem spada potem tudi epikras, spadajo druge razpoke in špranje, ki se oblikujejo tik pod površjem in jih naselijo podzemeljski organizmi in so zapolnjena ne z vodo, tako kot pri epikrasu, ampak s prstjo ali pa zrakom. Obravnavava tudi prst in organizme v prsti, ki kažejo znake oziroma prilagoditve kot drugi organizmi v podzemeljskih habitatih oziroma okoljih. Sem sodi potem intersticialni habitat, to so majhni prostorčki med zrnci peska, proda v strugi rek, v strugi potokov, nenazadnje lahko tudi na obrežju nekega jezera, lahko tudi morij. Obravnavamo tudi jame, ki se oblikujejo v lavi, te so drugačnega tipa nastanka kot klasične jame, kot jih poznamo v karbonatni kamnini, recimo v apnencu ali dolomitu in so plitvo pod podzemljem razvite. In obravnavamo tudi specifičen habitat, ki je zaenkrat poznan iz Avstralije, imenovan calcrete aquifers, neke vrste vodonosnik v karbonatih in se razvije samo v takih sušnatih, aridnih predelih plitvo pod površjem. In v vseh teh habitatih živijo podzemeljski organizmi.
specializirani s svojo morfologijo, se pravi, da so običajno brez pigmenta, brez oči, s podaljšanimi okončinami. Morfologija nekoliko spremenjena v primerjavi s površinskimi sorodniki, pa pogosto tudi drugačna kot podzemeljski organizmi globoko v jamah. In kar je pomembno, je to, da tukaj poudarjamo to razliko med jamami, se pravi tistimi globokimi podzemeljskimi habitati v primerjavi s plitvimi podzemeljskimi habitati. Skupnega namreč jim je samo to, da so oboji afotični, brez svetlobe in da tu se pač najdejo oziroma da živijo organizmi, ki so povsem prilagojeni na te specifične razmere, ki vladajo v podzemlju. Sicer so pa vse druge lastnosti, vse drugi dejavniki, ki vladajo v plitvih podzemeljskih habitatih, bistveno drugačni kot globje v jamah. Namreč, če naštejem samo tiste najpomembnejše, tukaj je namreč tik pod površjem veliko več nutrientov, organskih snovi, torej hrane za te organizme, kot jo imajo organizmi, ki so globoko pod površjem. Tukaj tudi variiranje, variabilnost okoljskih dejavnikov zelo velika, spreminjajo se temperatura, spreminja se lahko prevodnost, pretok, pH, torej vsi ti dejavniki, ki so globoko pod površjem, dokaj stabilni, konstantni, plitvo pod površjem pa se zelo spreminjajo tekom dneva, tekom sezone oziroma letne variabilnosti cirkulacije so tukaj bistveno večje. In na vse te spremembe, na vsa ta dogajanja se morajo organizmi bistveno prilagoditi, veliko bolj kot tisti, ki živijo globoko v podzemlju. Torej, izdaja obeh publikacij, za katerima stoji Oxford University Press, nama s profesorjem Kalverjem pomeni veliko že v samem znanstvenem smislu. Vse gre za publikacije, kjer je zbrano skorajda vse ali pa veliko tega, kar je v znanosti o speleobiologiji do sedaj bilo objavljenega. Namreč skušala smo zbrati najpomembnejše izsledke teh raziskav, hkrati pa vnesti tudi lastna spoznanja, rezultate lastnih raziskav in analiz. No, na podlagi teh objav so mogoče tudi študentje dobili literaturo, s pomočjo katere bodo lahko študirali na izbranih univerzah oziroma programih, ki obravnavajo ali speleobiologijo ali krasoslovje v širšem pomenu besede. Tako tudi imamo na univerzi nekaj, Univerzi v Novi Gorici, izbirnih predmetov, ki pokrivajo tovrstno tematiko. Tako se lahko študentje do diplomskega študija že spoznajo z ekologijo podzemeljskih habitatov oziroma nekoliko bolj podrobno tudi ekologijo in biologijo organizmov, ki živijo plitvo pod površjem in pač v podzemlju. Nadgradijo pa to svoje znanje na študijskem programu krasoslovja, ki je doktorski študij in ker imamo potem veliko bolj specializirane predmete, tako v širšem pomenu krasoslovja, geologije krasa, hidrogeologije krasa in speleobiologije. Tanja Pipan je naša dolgoletna sodelavka naše univerze in tudi ZRC SAZU-ja, Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni, s katerim odlično sodelujemo. Imamo skupen študijski program krasoslovje, ki je pred kratkim dobil tudi UNESCO čer. Mi smo tega uspeha naše sodelavke izjemno veseli. Mislim, da je zelo malo Slovencev, ki je objavilo knjigo pri Oxford University Press, pri tako vrhunsko prestižni založbi na področju znanstvenega dela. In seveda je za nas to izjemen uspeh, njen oseben uspeh, pa tudi naš uspeh naše mlade univerze,
ki znova in znova dokazuje, da je na področju znanstvenega dela vrhunska inštitucija ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše po svetu.